Govorila bi tudi ne samo kot predsednica skupnosti osnovnih šol, mogoče tudi osnovne šole, ki se v okviru, o katerem je govoril gospod Čaj, pravzaprav srečujem z tem svojim delom. Nimam pripravljenih PowerPointov, ker me pravzaprav te stvari kar begajo in jih ne morem spraviti na nek papir in tako dalje. Prihajam pa tudi iz skupine, ki je testirana, preverjana, anketirana in tako dalje in na osnovi naših rezultatov torej se danes srečujemo. Jaz bi tukaj v uvodu rada ločila znanje in moje mesto in pa rezultati Podravja. Mi se namreč v okviru skupnosti osnovnih šol srečujemo 43 ravnatelji, 43 ravnateljic in ravnateljev, v okviru Maribora pa nas je 21. In že tukaj opažamo precej različne podatke. No, rada bi pa povedala seveda, da izhajamo torej iz tega, da se srečujem z državo, z ministrstvom in z vsemi ukrepi, okolišami in tako dalje, z lokalno skupnostjo, ki je torej tudi ustanoviteljica osnovnih šol v Mariboru, z šolo kot tako, vendar pa šola kot taka, ne samo šola, ampak smo tukaj torej učitelji, strokovni delavci, kuharice, čistilke in hišni, administrativno-tehnično osebje, potem pa seveda in predvsem so učenci in pa starši. Jaz še tukaj vidim en velik dejavnik, to je fakulteta. Prihajam iz osnovne šole, ki je v pravzaprav neposredni bližini fakultete, pedagoške fakultete, včasih stare pedagoške fakultete, zdaj pa množice fakultet, ki izobražujejo bodoče strokovnjake in imamo ogromno teh stikov in tudi intenzivno sodelujemo z njimi. Glavno pogledajte, ko smo govorili o teh rezultatih, bi se jaz usmerila na dvore. Najprej rezultati raziskav PISA in tako dalje, torej rezultati ali na ravni Evrope. In sicer, ko smo govorimo o naravoslovni brani matematični cikli pismenosti. Ali smo v tej smeri že kaj naredili ali ne? Mislim, da ko smo začeli pred leti govoriti o prenovi učnih načrtov in letošnje leto jo začenjamo izvajati, je to nekaj. Da smo, na primer, določene standarde znanj preselili v prvi razred, ker smo vseeno ugotovili, da v prvem razredu ni dovolj, če se celo leto igramo in pogovarjamo, ampak da otroci prihajajo na takšni stopni, da znajo pisati, znajo že brati in smo pravzaprav zdaj v učnih načrtih to tudi preselili v prvi razred. Vendar pa za poudarkom na individualizaciji. Tu znajo biti velike težave, kar bodo rekli, jo na tej šoli že pišejo, na oni drugi šoli še pa kar niso začeli pisati, ampak to bodo pokazale analize. Prvi, četrti, sedmi razredi, na primer, in prenova učnih načrtov, ki jo pa jaz kot taka ne vidim samo v nekih ciljih, ampak se mi zdi v tistem načinu poučevanja. Zdaj pa to način dela, ne samo posredovanje znanja, ali pa učiteljeva vloga v razredu, ali biti posredovalec znanja, ali biti kot kvazi alfa in omega vsega, kar obstaja, to je pa se. Torej, da učitelj postaja usmerjevalec, organizator nekega, kaj jaz vem, tega vzgojno-izobraževalnega procesa, vendar prosim, to so neke določene spremembe, ki pa so seveda dolgoročnega značaja. To ne bo prišlo v danes do ljudi. Ne nazadnje bi rekla, če pridete v našo osnovno šolo, v Mariborsko osnovno šolo, ali pa če pogledamo internetne strani, razen tega pouka, ki ga imamo, v kolikih projektih sodelujemo, ali smo uspešni na področju raziskovalnih dejavnosti. Maribor, mesto znanja in ustvarjalnosti in ti projekti, ki jih imajo naši učenci, dosegajo odlične rezultate, na državni ravni pa se ne morejo prezentirati. Ker ni na državni ravni skupine, komisije, ki bi pregledala to raziskovalno nalogo. Govorim konkretno, primeri z naše šole.
Ali pa, na primer, inovacijski načrti, predlogi in tako dalje. Gospa Nači bo povedala, da smo tukaj izredno ustvarjalni. In jaz bi zaradi tega rekla, da mislim pa, da moramo nekje najti neke paralele. Tukaj bi se pa potem obrnila tudi na raziskave, pač te rezultate nacionalnega preverjanja. Jaz bi nadaljevala z mislijo dr. Milene Ivanuš, ko je rekla raziskati dejavnike rezultatov MTZ-ja. Že zopet moram govoriti o mestu Maribor. Ne morem govoriti o Podravju takšnem, ker se rezultati odstopajo. V vseh letih, torej od 2005 do danes, sem upravljala analize nacionalnega preverjanja in to ne analizo, ta je slab, ta je vredno in tako dalje. Ugotovili smo pred 4 leti, da imamo na šoli nekaj vseh nekoliko nižji rezultat, vendar ne v minus od povprečja. V vseh letih imamo od povprečja odstopanja pozitivno. Takrat smo bili na meji. In dejstvo je, da morajo ravnatelj pravzaprav s kolektivom, z timom teh ljudi pripraviti načrt. Vendar pa, če bomo mi ostali na ravni teh načrtov in ne bomo pojasnili, kako je kaj našim uporabnikom, to so pa predvsem naši učenci, starši pa s tem seznanili. Kaj ti opažamo, da prihaja do posega staršev v stroko. In tukaj prihaja tudi do težav. Jaz pa pravim, da to ni težava šole, to je sistemska težava, to je težava na ravni države. Mislim, da in sicer na ta način govorim tudi o vzgoji, ker nazadnje smo osnovne šole vzgojne izobraževalne institucije in s permisivnostjo in s tem, da smo pozabili, kje so meje, ko pozabimo, da je podobno, če se zjutraj pozdravimo, ko pridemo v šolo. Mislim, da je tukaj toliko, jaz se prevečujem, smisel, da sem na pedagoški konferenciji. Glavne, fakulteta, starši, stroka in tako dalje, to je toliko stvari. Mislim pa, da delamo korake v smeri, ki kažejo na izboljšanje. Ne pa pozabiti to, kar je tudi res na samo socialno strukturo našega mesta. To pa je vse, kar je črpala.